Bi radi vozili električni avto, pa ga nimate kje polniti, ali pa se nočete sploh ukvarjati s polnjenjem, ker se velikokrat vozite na daljše poti, no, morate vedeti, da se s temi problemi ne ukvarjate samo vi, ampak vsi proizvajalci avtomobilov. Nekateri ponujajo zato že leta hibride, drugi tudi drage priključne hibride, Nissan pa e-Power. Ja, v svoj nekoč revolucionarni Qashqai so zdaj vgradili revolucionarni pogon. To so oni rekli, ne jaz. Moja naloga je, da ugotovim, če je za kaj. In prvi vtis, zelo zanimivo, sploh z tehnološkega smisla, pa tudi uporabnost ne trpi. Ker pri Nissanu dobro poznajo vse tegobe voznikov, ki še niso pripravljeni na polna električna vozila, obenem jim gre pa na jetra tudi vse, kar prinašajo hibridi, ko tuljo med pospeševanjem in podobno, so se lotili stvari na majčkeno drugačen način. Razvili so takšen hibridni avto, ki se pelje kot vsako električno vozilo, torej samo na elektriko, obenem pa ga poganja bencin. Ker je večina voženj voznikov v mestu ali pri mestju baje več kot 70%, se zdi to kar dobra rešitev za prehod. Zdaj že vsi vemo, kako so električni avti fino odzivni in kako dober je občutek, ko ne rabiš zavirati, ampak to naredi avto sam, obenem pa energijo shrani v baterijo, da ne gre kar v luft. Tudi tukaj je tako, pedal je zelo odziven, Qashqai lepo pospešuje, zavira s pojenko do 0,2 G, res se mi zdi, da vozim avto na štrom. Do 100 pospeši v 7,9 sekunde, kar tudi ni švoh. Vseeno pa med vožnjo občasno slišim brnenje bencinskega motorja, ki se spreminja glede na hitrost in pospeševanje. Ja, prav pri tem so se trudili inženirji, da ni kar naenkrat vse skupaj glasno kot pri klasičnih hibridih, ko pohodaš pedal, ampak narašča bolj zvezno, bi lahko rekel bolj naravno, čeprav ne vem, kaj je tukaj naravenega. No, najbolj zanimiv pa je bil zame pri tem pogonu motor. Dobro poslušajte, gre za bencinski trivaljnik, turbo in s spremenljivim kompresijskim razmerjem. Ja, razmerje se lahko spreminja od 8:1 do 14:1, za kar skrbijo premiki aktuatorja, da spreminja dolžino giba batov glede na zahteve po moči, s tem pa seveda kompresijsko razmerje. Kadar mora čim bolj učinkovito proizvajati moč, to je takrat, ko je hitrost stalna, baterija pa dobro napolnjena, je razmerje v zgornjem območju, ko potrebuje veliko energije, pa uporablja nižje kompresijsko razmerje. Noro, a ne? Obenem pa se teh prehodov ne čuti, deluje lepo zvezno in voznik zato nima nobenega dodatnega dela. So this 1.5 litre variable compression ratio engine gives us the ability to work between an 8:1 compression or a 14:1 or anywhere in between. This has allowed us to get power when we need it, efficiency when we need it, all within a small package. The testing, I mean, we've got 5 years of testing, but maybe some of the key ones is finding those unique, difficult European scenes. So we've taken the car to the Autobahn, we've driven at maximum weight, roof box on, up the Autobahn at full speed up a hill. We've been to the Alps, finding all these challenging conditions, making sure this car really is right for Europe, and we're happy to say it very much is. Ja, bom jaz videl, kako gre to na Mangart. Nič, zdaj se grem pa malo spočit, jutri me čaka pa ta prava elektrika. Sem se zbudil v lepo jutro. Poglejte, kakšen pogled me je pričakal v sobi zjutraj ob 6. Ja, ker je Nissan tradicionalna japonska znamka, smo spali v tradicionalnem japonskem hotelu in oblečeni smo v takšna tradicionalna japonska oblačila yukate. Poglej, kakšne rokave imam. So še žepi noter, recimo za telefon. So praktični ti Japonci, a ne? Ok, zdaj pa zajtrk, potem me pa čaka Aria. Dobro sem se podprl. Ker se nisem dožil včeraj zvečer, ne? Glavno avto sem zapeljal na en tak lep konček Švedske. Vreme je super, čeprav piha pa skozi svina. No, tole je zdaj Nissanov zastavonoša, ki bo znamko popeljal v električno dobo. Ne bom se ponavljal, ker itak vse znamke zdaj predstavljajo takšne avtomobile. Bolj zanimivo je, da je ta v svojem segmentu najvišji in da je od tal oddaljen isto kot Qashqai, 185 mm, kar pomeni lahko vstopanje, izstopanje pa visoko sedenje, zaradi česa so križanci to popularni, a ne?
Aria se lahko pohvali tudi zelo veliko prostora v kabini, ker je prav tako narejena na čisto novi električni platformi in s precej tanko baterijo. Do 33% je tanjša kot tista pri Leafu, da je več prostora za noge. Sploh pa je pomembno, da je zdaj še tekočinsko hlajena ali ogrevana. Jep, lastniki Leafov dobro veste, o čem govorim. S tem, da tukaj lahko kar sami vklopite gretje ali pa hlajenje, preden greste na pot. Polnjenje je po novem tukaj preko vtiča CCS in z močjo do 130 kW, posebej so se pa potrudili, da se čim dlje polni s takšno močjo, ker kaj ti koristi, če to doseže samo za nekaj procentov napolnjenosti, potem se pa fila s pol manj ali pa še slabši. Še bolj uporabno, vsaj meni pa je, da se na izmeničnem toku lahko polni z 22 kW, kar je sploh uporabno na javnih polnilnicah, recimo v mestih. Pri tem je eden zelo redkih avtov v tem trenutku, pa lih to je tisto, kar vsem prav pride. Pri tem avtu se vidi, da so želeli pokazati vse, kar znajo v tem trenutku. Gumbi so lepo skriti v površine, ampak imajo haptični odziv, da veste, da ste jih pritisnili, pa lepo so osvetljeni. In zaslona sta velika, 12,3 palčna, pa postavljena precej visok, da ne odmikate preveč pogleda s ceste. In lahko si jo tudi nastavite po svojih željah. Tudi materiali so zelo fini in prijetni, pač japonsko gostoljubje je tukaj kar na nivoju. Tudi prvi občutki niso slabi. Aria ima pogon spredaj, lahko tudi na vsa 4 kolesa, ampak je razmerje mase v obeh primerih praktično idealno, zato je občutek med vožnjo dober. Volan je lepo neposreden in inženirji so se prav posebej ukvarjali z nastavitvami podvozja za Evropo, ker smo najbolj zahtevni vozniki na svetu. Ja, ta avto je globalen, ampak uglašen posebej za nas. Obljubljen doseg z manjšo 63-kvorno baterijo je 403, z večjo 87-kvorno pa 533 km po VLTP. S prednjim pogonom ima 160 kW oziroma 220 konjev, z dvema motorjema pa okroglo 300 konjev, 600 Nm, kar poskočna zadeva v tem primeru, pa 500 km doseg. Dobro, v praksi vemo, da je manj, ampak iz izkušenj bi lahko rekel, da kakšnih 350 do 400 pa že. Ja, izkušnje z Leafom so bile zelo koristne. Več kot 610 000 so jih prodali od leta 2010, pol v Evropi, in stranke so bile baje 98% zadovoljne. Kaj bo potem z Arijo? 99%? Ker s to vemo, da je nemogoče. Vedno se najde kdo, ki ga kaj moti. Mene recimo, da moram zdaj domov, čeprav bi naredil še kakšen krog klele po Švedski. Imajo kar fine sladice tukaj. Matej, ja? Vedno sanja o hrani.